Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Lepo pozdravljeni v posebnem velikonočnem podkastu Mladost na kmetiji. V tokratni praznični epizodi sva se s Kajo odpravila na družinsko kmetijo Prmatevš v Reteče pri Škofji Loki. Marko, a ti veš, kaj je burata? Ja, Kaja, približno vem, ampak o tem in še o marsičem zanimivem, kar se znajde tudi kot hrana na naših mizah, zagotovo več vesta najina sogovornika Eva Vrevc-Jenko in Matevž Jenko, bodoča mlada prevzemnika. Lepo pozdravljena, Eva in Matevž. Živjo. Naj uvodoma pojasnim, da je bil praznični podcast posnet kak teden pred veliko nočjo, saj se v družini Vrevc-Jenko pripravljajo na prihod novega družinskega člana, zato je to pričakovanje največjega krščanskega praznika letos nekoliko drugačno. Vajina prvorojenka Mojca bo dobila družbo. A se veseli bratca oziroma sestrice? Malo se že trudimo jo pripravljati na to, ampak po mojem še ne ve, čisto kaj jo čaka. Je pa zelo družaben otrok, tako da po mojem ne bo težav. Ne bo težav, ja. Zagotovo ne. Tudi bo imela res kaj početi in se zamoti na tako in drugačne načine, pa tudi bo mala varuška, ne? To sem prepričana, bomo mogli po mojem brmirkati, da ne bo se preveč hotela igrati že od vsega začetka. No, o tem vaši družinski dinamiki bomo več govorili v prihodnje. Zdaj, vaša kmetija je živinorejska kmetija, usmerjena v rejo krav molznic in na kmetiji živite 3 generacije, torej je kar nekaj parov rok, ki delajo, kaj ne, Matevž? Ja, hvala Bogu, da nas je čim več. No. Dela je tu dost, tako da vsake roke pridejo prav. Pa ja, no, načeloma na tak družinski kmetiji, če vse prav, mora biti 3 generacije. No. Če malo morda opišeš, ja, kdo vse poleg torej vas 3 staršev? Ja, polno vpiti smo v kmetijo moja starša, je zaniva, smo tudi zaposleni na sami kmetiji, ob večjih delih sezonskih pa pridejo na pomoč tudi moje 2 brata in tudi mlajši brat je na kmetiji, pa pomaga pri vsakodnevnih upravilih, tako da je tudi vpit v to. Matevž, v preteklosti je bila glavna dejavnost živinorejske kmetije pridelava mleka, mesa in krompirja, leta 2011 pa se je izgradnjo novega hleva dejavnost preusmerila le v prirejo mleka. Zakaj ta odločitev? Šli smo specializirali smo se v prirejo mleka, tisto tipično mišljenje, da bomo s količino prišli do nekak boljšega, do večjega doprinosa kmetije, do razvoja kmetije, ampak je pa to s časom pokazalo, da je pač bil tudi pol to problem. Količina ni vedno rešitev in se je pač kmalu zatem po izgradnji hleva je prišla, ali pa oziroma že med gradnjo hleva je prišlo do mlečne krize in so se pokazali tudi problemi tudi s količinami. Jaz sem bil takrat tistih mojih, sem bil še pač mlad, hodil sem v šolo in sem to tako doživljal, da je to bilo pol kar stresno, no? In ni bilo enostavno, sploh ob velikih investicijah, po vsem tem je bil to problem in sem že takrat začel razmišljati, da bo treba še nekaj, da to ne bo tako enostavno, če bomo hoteli še kaj drugega narediti, no, ne samo preživeti kmetije, tudi kakšen napredek narediti. No. Ja, včasih je manj tudi več, ne pravijo, in tudi v vašem primeru se najbrž to potrjuje. Ja. Sigurno gre v tej smeri, ja. Sploh zdaj, takrat je bila to najboljša možnost za razvoj same kmetije, za nek napredek. Se je pa pač, kot je rekel, pokazalo, da mogoče bomo zdaj zadevo lažje peljali, če jo zmanjšamo, pa bolj usmerjeno, bolj specifično. Ob tem pa imeli zelo široko postavitev, se pravi in predelava, potem da pač mleko tudi deloma še oddajamo v mlekarno, zato da nisi na eni točki odvisen od drugih, ampak lahko sam narekuješ, kam bi rad peljal stvar. Kolikšno je približno trenutni stalež živine v vaših hlevih? Približno je dobre 100 živali držimo, no? To je že kar nekaj let. Tako da od tega je 50-60 krav molzenc, ostalo so pa mlade živali.
Torej, ja, vi veliko mleka tudi predelate, o tem bomo tudi več govorili, ampak nekega pa tudi prodate oziroma oddate. Ni vse predelano doma. Ne, še zdaleč ne. Ne, imamo še kar veliko, kako bi rekla, prostora za povečanje, oziroma mi niti ne četrtinski delež ne, še manj predelamo od vsega mleka, ostalo pa prodamo v mlekarno, s čimer se pač tudi sezonsko malo lažje prilagajamo, ker nismo prisiljeni vsak dan predelati vsega mleka. In se res lahko tudi lažje načrtujemo, da količine predelamo takrat, ko jih rabimo, in pa jih tudi uspemo lepo prodati, zato da ne ostaja hrana, zato da ne rabimo stran metati. In je to zelo lep način, da se zaenkrat zelo lepo dopolnjuje, kaj bo pa v prihodnje, bo pa pokazali. Ja, zaenkrat s tem nima noben problemov, pa če bojo pa enkrat rekli, da pa a boste prodajali nam, a boste predelali sami, pa bojo pa to bolj problematično ratano. Ja. Upajmo, da bomo lahko šli z roko v roki, tudi z mlekarnami v tej smeri naprej. Kako bojo pripravljeni sodelovati? Ja. Naproti, ja. Matevž, ti si omenil, da imaš dva starejša brata, enega mlajšega še. In nekako se nakazuje, da bosta vidva z Eva prevzela kmetijo. Vas je že od nekdaj veselilo to delo in je nekako lahko rečemo, da je to nek naravna pot, naravni proces, da bosta prevzela? Ja, jaz sem to že, ne vem, odkar vem, sem tako mislil, tako da ni bilo to nič čudnega, mi je bilo samoumevno že celo življenje. Pač lahko bi kakšen brat tudi rekel, da bi bil zainteresiran, nobeni tega prav izraziti izpostavil, tako da smo že po moje kar že dolg cajta videli, da pač to sem jaz. Tako da ja, po moje že od majhnega. Je pa tako, da najmlajši brat je pa zdaj šele 12 let star, tako da kaj bo pa on hotel, se bo pa še pokazal, ampak zaenkrat se lepo vključuje in tudi izraža željo, da bi bil del tega. Ne da bi sam prevzel, ampak da bi bil del te skupne zgodbe. Ja, seveda. Para v rok nikoli ne zmanjka. Dela bo dosti, ni problema. Zdaj, da malo preusmerim temo na vaju. Eva, kje si spoznala Matevža? Oziroma, če vprašam, kdo je prvi, koga opazil? Čist klasično na veselici. Odgovorna za to je bila pa moja prijateljica, ki me je pripeljala v te konce. Jaz drugače nisem delač doma, 10 minut stran. In se pol takole srečaš s potoma slučajno in se je družba malo prepletala. Bi si pa upala trditi, da se je Matevž odločil, da to bo pa zdaj to in je zadevo speljal in jaz sem se pustila lepo prepričati. Tako, po mojem. Taka zgodba. Matevž, bi kaj dodal? Svojo verzijo? Ne bo kar tekno, kad je rekla. Se čisto lepo slišiš. Jaz sem dosti trmasta, pa me težko včasih kaj prepričati, ampak je ustrajal. Poročila sta se junija 2021. Kako se je spremenilo življenje? Si imela že prej kakšne izkušnje s kmečkim življenjem? Na tak način ne, sigurno ne. Jaz sem odraščala čist drugače, kar se tiče sloga življenja, ker smo se zaradi staršev veliko selili po tujini. Sem pa imela to srečo, da sem bila že od majhnega navajena biti zunaj. Se pravi, mi smo se športi ukvarjali in tudi dolga leta sem trenirala in mi je to dalo neko disciplino, ki se mi zdi, da jo rabiš tudi v kmetijstvu. Oziroma, upala bi si reči, da sem fit človek, ki pač se lahko namatra, če treba silus pokriti, pa žaklje premetavati, pa to ni bil problem. Po mojem sem se s tem bolj tudi kvalificirala. da sem ta prava. Hkrati imam pa srečo, da ima tata pa mama v bistvu štalo s konji, penzion, kjer sem že včasih preživljala poletja z mojo sestro in sem tudi že kdaj imela kakšne vile v rok, kakšno lopato, kakšno metlo, pa mi ne smrdi, ko stopam v štalo. Tako da to ni bilo problem. To ni bil problem, ja. Ne, to sigurno ne. Najbolj sprememba je po mojem bolj to, prideta v neko združeno gospodinjstvo, ki tega nisem poznala doma. Pa smo se zelo lepo upeljali. Kako pa sta, čeprav si prišla v družino, kjer sta v bistvu dve gospodinjstvi ločeni, ampak vendar sta vedva svoje note, svoje celice in kako sta pa
to, bomo rekli, po domače svojo špuro, svojo linijo zaživela kot par in zdaj kot družina? Ja, kar se tiče nasplošno, če rečemo kot družina, sva si zelo hitro imela možnost umakniti oziroma dobiti svoj del pač prostorov za življenje, za kuhno, dnevno, vse smo imeli pol na koncu zelo hitro svojo, zato ker je mama, stara mama nama dala to možnost, da je ona nama odstopila prostor, midva sva bila takrat sposobna, da sva si to ustvarila in zaradi tega je tudi pol vse skupaj tudi hitreje napredovalo. Tudi, če že rečemo, sam razvoj, če rečemo ta prvo družine in same kmetije, pa s tem te predelave pa tega, no. Ker sva imela tudi možnost, sva imela možnost. Ja, olajšal je tudi meni, po mojem, ta prihod na kmetijo, ker sva vsem se imela kam umakniti. Ker v začetku, ko sem prišla, je bila tudi še Matevževa stara mama Minka in smo si z njo v bistvu tukaj spodaj delili, ampak je ona že takoj pokazala, mislim, se čist sama od sebe umaknila in mi pokazala, da si lahko ustvarila tukaj midva svoj prostor in mi dala tak dober občutek, no. Ne da bi mogla po njeno delati, ampak mi je dala vedeti, da je vesela, da sem pripravljena priti na kmetijo in nama je zato pač tle ona ogromno pomagala, no, da je tudi zadeva tako, ne elegantno, ampak tako res prijetno stekla, no, da sem se lažje tudi uživela, pa si tukaj ustvarila pol. Ja, kar se pa tiče, ne vem, ti rečemo špure v kmetiji, pa sami predelavi pa to, sta pa zaslužna moja dva starša, ker vsake terapije, ki sem se spomnil, je mora biti, da je oče malo čuden, pa se zamislil pa malo, ampak mi je pa zmer pustil. Da sem lahko to, da sem probal, če ne drugega mi je rekel, probi pa boš videl, pa je tudi kakšna stvar ratala, no. Če bi mi pa rekel, ja, to pa ne, to bomo pa takrat smo včasih, zdaj pa, je še zmer za vse novosti, za napredek, ni problema. Zelo je odprt tip človeka, to sem sploh jaz opazila, ker pač tako, če nisi iz kmetije, pač vsem mogoče pričakuješ, da ni lih vsak kmet starejše generacije pripravljen zadevo spreminjati, ampak kar se tiče pa tasta, je pa res tako, no, že s hlevom, ki ga je naredil na prostorejo, je pokazal, kako razmišlja. Po drugi strani pa tudi moram izpostaviti, tašča me je zelo dobro sprejela, zato ker, ko smo mi začela predelavo rihtati, sva postopoma kradla klet. In je prvo ena špajza šla, potem je še ena špajza šla, pa se vse ni bila nič huda, no, pa se ni nič nasprot postavila, tako da mislim, da je bil to tudi pomemben ključ do tega, da se je predelava tako hitro razvila, kakor se je. Ključni so starši, no, ali pa starejše generacije na kmetijah. To tako sklepamo. Če so oni pripravljeni pomagati, pa biti pripravljeni narediti napredek, kar sigurno ni enostavno, ja. Ker je recimo eno pelan stvar, recimo že 30, 40 let za nekoga, pa pride en ta mlad, pa hoče nekaj spremeniti, pa pamet soliti, je mora biti na začetku res zahtevno. Ja. Sam, jaz mislim, da so zmer prišli drugi, pa se je stvar spreminjala, pa pač, to so lahko zelo težke stvari, lahko je pa dobro, no, ampak ja, zaslužni so sigurno starši, ali pa stari starši za vse to. Eva, ti si drugače zdravnica. A si se potem odločila za drugačno življenjsko pot? Kdaj in kako je prišlo do tega zasuka, da si pa rekla, zdaj grem pa jaz v kmetijstvo? To se zdi vsem zelo pomembno vprašanje. Jaz imam to težavo očitno v življenju, da imam dve stvari, ki me neizmerno veselita. S tem, da eno sem pač našla že prej, ko sem šla študirati, drugo pa potem tekom študija, ko sem že bila na medicini. Ko sem za trenutek tudi razmišljala o tem, da bi zamenjala pa šla v veterino, ampak vseeno imela občutek, da me medicina toliko veseli, da ne. In sem pol nekako zelo dolgo časa to usporedno peljala, se pravi, midva sva tekom študija, leta 2019 že začela z predelavo in je to pol ob študiju teklo, pa me je še zmeraj oboje zelo veselilo. Je pa bilo tako, da
ko sem končala študij, 2 tedna, se pravi po strokovnem izpitu, se je rodila Mojca. In sploh to zadnje leto, kjer se je v predelavi veliko dogajalo, v službi veliko dogajalo, ker sem delala pripravništvo in pa še nosečnosti, pa mogoče še enih 5 projektih v zadnjih začrtanih, videla, da mogoče ni čisto realno, da pelješ 2 poklica, ki nista samo poklic, ampak način življenja. In videla sem pa tudi, koliko mi v bistvu pomeni ta čas z Mojco, kar sem ugotovila šele pač, ko je Mojca prišla. In zato se je sploh to leto po Mojčinem rojstvu bilo tako zelo ključno, no, v temu, da sem se zaenkrat bolj odločila peljati pot v kmetijstvu, se pravi in na kmetiji in v sirarni, ker se veliko lepš vsem da združiti z družinskim življenjem. Zato, ker si tukaj. Dela je veliko, res veliko, pa ni časa za počitnice, pa tisto pa tretje, tako kot sem odprej navajena, ampak si pa skupaj s svojo družino, kar pa ne bi bila, če bi bila v službi, kjer imamo 12-urne izmene, dežurstva, vikende, nočne in lahko zjutraj Mojco v vrtec peljem, popoldne skupaj kaj narediva, lep se da združiti. In sicer večina ljudi, ki jih srečam, pravijo, kako škoda, da si to naredila. Jaz mislim, da tega študija mi noben ne more odvzeti, pa tudi nikoli ne vemo, kaj se bo še pokazalo v prihodnje, ampak glede na to, kakšno je trenutno zdravstvo, pa kako pozitivno je v bistvu delo na kmetiji, je za mene bolj zdravo iti v tej smeri, na tej poti. Zato pol malo požalva, malo potrpi ta medicinski študij. Tudi težko verjamem, da bi se sama predelava in pa način, kako hočeva peljati kmetijo, še naprej tako lepo razvijala, če bi se jaz zdaj čisto mogla umakniti ven. Ker dejstvo je, da delo ne bi počakalo. Jaz bi prišla iz službe, po službi bi bilo še delo na kmetiji, kje so pol šele otroci, to pa sploh ne upaš pomisliti. Ja, tako je. Jaz nisem hotel nikoli siliti v to preveč, da bi pač itak želja sem imel, da bi ostala na kmetiji, sigurno, zaradi same kmetije je to zelo dobrodošlo, ampak na koncu sem itak videl, da sem pustil odločitev Evi zaradi tega, da ne bi pol čez toliko cajta bil pač kad jaz, da sem ji to hotel odvzeti, ampak je pol tudi na koncu sama videla, da je morbiti bolj tako, pa ne samo zaradi poslovnega, ampak tudi zaradi načina življenja. No. Ni pa lahka odločitev, no, sigurno ne. Sigurno, ja. Še zdaj. Še zmeraj bo lahko prišel trenutek, vse bo lahko prišel trenutek, pa bomo rekli, ja, to pa ne bo šlo, pej da daj v službo, pa mo. Nikoli ne veš. Nikoli ne veš. Eva, omenila si leto 2019, ko sta registrirala dopolnilno dejavnost predelave mleka v mlečne izdelke. Na domači kmetiji sta ustvarila malo trgovinico, ki strankam omogoča nakup na vašem domu. Kako pa je prišlo do te ideje? To je ena od tistih idej, Matevž, ki si omenjal, da si recimo očetu predlagal, pa je rekel, ja, poskusi, pa boš videl. Ja, dobro, to so bile pol že take stvari, ki ga sploh nisem veliko več sprašal. Jaz sem mu sam povedal. In takle, on je rekel, kdo bo prišel, kdo se bo ustavil, da bo prišel na dvorišče iskati. Sem rekel, če bo dol, mi bomo itak, če bo predal, da bomo dol delali, bomo tam, če bo prišla stranka, pa jo lahko strežeš. In ja, na začetku je bil v garaži en pult, v zadnji star hladilnik. Pa starih mlečnih kangel. Ja, pa se je začel pa to razvijati, pa se je nekaj naredilo, pa se je nekaj, zdaj pa že nekako zgleda ena taka mini domača trgovinca, ki pa ja, smo pa kar zadovoljni, kar laufa. No. In ja, stranke pridejo, zapeljejo dol z ceste, se zapeljejo v vas, vstavijo pri nas, pridejo pogledati te teličke, vrnejo embalažo, nakupijo nove izdelke, pa se redno vračajo. No. Sva veliko teh dobrih praks videla v bistvu tako tudi tle po Evropi, ko je potvala, hodila po hribih predvsem. In naj jo po mojem tudi to malo opogumili, da to tudi doma zaštartava. Sigurno se da. Pa v Avstrijcih to dobro funkcionira. Treba kakšno idejo pobrati.
Ja, in tudi v bistvu navaditi ljudi. Sigurno. Ja, ko se navadijo, se potem tudi stvar razvija naprej. Veliko so tudi prek tih omrežij vložila truda v to, v zaveščanje ljudi. Enih bo mogel, da smo rečemo nek na en dobremu začetku ali pa že naprej od začetka. Ampak ja, to bo, jaz mislim, da sam raslo. Ja, meni je že samo po sebi všeč ta izobraževalna dejavnost, ker že na faksu sem se rada vključila v kakšne projekte, smo imeli tečaje prve pomoči, ker se mi zdi zelo važno, da če si pač ti v neki tematiki, ki jo drugi ne poznajo, ne razumejo ali pa se ne srečajo z njo, si ustvarijo hitro neko napačno mnenje. Je pa tudi res, če noben ni pripravljen jih izobraziti, se pač oni sami ne bodo. In zato smo tudi v sklopu kmetije to od vsega začetka zraven zapeljala, se pravi, ja, bova ponujala mlečne izdelke, ampak ljudem pokazala, kaj je zadaj, kaj je za tem. Zato, ker ko se enkrat oni povežejo s tabo ali pa vzpostavijo neko čustveno vez, mora biti do samega kmetijstva, jim dejansko postane navada. In pridejo v trgovinico, hkrati grejo pogledati ličke, pa sprašujejo, kako je pa ta, pa kakšen je bolj firpčen, pa se rad crkla, pa ga pa že poznajo. Tako. Drugo z drugim gre v roki. Pa pri najmlajših je treba sigurno začeti, to se fejs pozna. Vaši izdelki so nekoliko posebni, ki na prvi pogled morda niso tako značilni za kmetijo. Govorimo o izdelkih, kot so mascarpone, burrata in ročno izdelana domača mozzarella. Kako je razdeljen vaš delovni proces, torej od same molže pa do končnega izdelka, ki ga najdemo na polici v trgovini? Ja, to me velikokrat so me tudi že kakšni vprašali, kako imate razdeljen delo na kmetiji. In to, recimo, ste v predelavah za to začela, pa več komunikacije med drugimi mladimi kmeti ali pa marsikakšna je tudi kakšen nasvet vprašal, tudi kad sva midva drugega, pa so rekli, kako imate pa razdeljen ta delovnik. Sem jaz rekel, jaz mislim, da je tak. Starša skozi je bolj tako, da ona dva meni pomagate, ne jaz njima, ali pa pač nama pomagata. Mami moja je pač upeljana, je bila skozi za molžo, je ta del naredila, da je bila, rečemo, glavna za molžo, pa smo je pa recimo ali mi pomagali, ali moj oče, pa ta gospodinski del je naredila, moj oče je za krmljenje krav, pa z mano skupaj upita v polje. Eva je prek tega vsega malo vse to vključena, pa v predelavo, ampak če na koncu črto potegnem, pač ja, jaz sem tisti, ki sem deklica za vse. Ti v še vezni člen? Jaz delam v hlevu vse, jaz delam na polju načeloma vse, pa v predelavi moram videti ali pa znati vse, saj tako, da lahko rešujem probleme. Pač jaz sem tisti, ki sem vse to zakuhal, ne morem se da jaz, kva moram da jaz narediti. Ne, jaz moram, če hočem to pelati kot prevzemnika, pa to pač ja, jaz moram videti približno za vse, ali pa saj videti, kdo ve, pa kdo bo, če nekdo drug ne bo. Vsi drugi, pa kakor so opeljani, zraven so pa tak, da mi pomagajo. Vsak nek svoj področje načeloma, jaz imam predvsem sirarno, na čestu, vse, kar se tega tiče, tašča predvsem molžo, tast pa štala, tako. To je na grobo, ja. To je na grobo, zelo na grobo, ampak Matevž pa pol vse skupaj. Jaz se moram posod vključevati, če se ne bom jaz nekaj vključeval, pač moram vse približno videti, no. Je pa tako, da načeloma ni dela na kmetiji, ki ga ne bi drugi vsaj malo znali, da znaš vsaj malo pomagati, da vsaj malo skočiš, se pravi, če je popoldne čas, pa če nisem lih tik pred rokom, se gre popoldne pomagati v štalo. Pa delaš tiste stvari, ki jih lahko naredi vsak. Isto tašča na začetku je lih tako pomagala v predelav, ko je imela čas. Zato, ker posod ima svoje prste vmes, vsak ima neko osnovno, fiksno nalogo, ampak se pa pol vse ostalo prepleta. Ja, v tem smislu kmetija ne deluje nič drugače kot podjetje. Ja. Sigurno. Vsak ima svoje naloge. Ja. Ko je pa vrzelniki ali pa višek, se pa pomagam. Ja. Zdaj, še ena posebnost trgovine, ki jih imate in izdelkov, ki jih prodajate, je ta, da že od samega začetka jih pakirata le v povratno stekleno embalažo. In to je tudi ena od teh
inovacij, lahko rečemo, in želja, ki ste jih upeljala in živi. Ste ljudje tudi na ta način navajate, da vračajo embalažo, pa ne da vračajo embalažo, pa tudi sami se vračajo. To je bila pa ena taka ideja, to je načeloma od Ive tista želja, da bi to naredili, pač le iskala smo neki, smo ena taka pač kmetija, hoteli smo nekaj posebnega narediti in že iskala sva en izdelek, da je nekaj posebnega, ki je bila ta mocarela, da bi pa naredila še en tisti korak za proti, da bi se približala naravi, je bila pa pač najlažji ta, pejmo steklino. Zakaj steklino? Zato, ker jo lahko operemo, pa ponovno uporabimo. Nekaj posebnega bova, pač stranke naj bi lahko opazile, pa še s tem res izdelkam, ki je bil nekaj posebnega, ta mocarela. Mi smo na področju, kjer je že zelo veliko te dobre ponudbe, kar se tiče mlečnih izdelkov. In tudi jaz bi me bilo strah iti z nekim povprečnim, ali pa ne povprečnim, ampak z nekim že poznanim izdelkom, ki je pakiran tako, kot so vsi ostali, na trg, ki je zelo zasičen. In sva bila oba dva mnenja, da morava nekaj najti, kar je v bistvu neka tržna niša in bo takoj, ko bo na trgu prepoznavno, kot to je pa naš izdelek. In to smo pa mi. Hkrati se je pa že pol s samim izdelkom, ki se je pokazal kot mocarela, ker je najmanj prvi izdelek, pokazali tudi, da najlepš ga prezentiramo v steklenem kozarcu. Se vidi, treba jo je videti, treba se vidi, da je lepa, da je ročno narejena in pa že to tudi pokazati ljudem kot del zgodbe. Ja, smo konvencionalna kmetija, absolutno nismo ne bio, ne eko, ampak tudi nam ni vseeno za to, kaj se z naravo dogaja, ker to je pač tisto, od česa mi živimo. In tudi nam je pomemben dobrobit živali, ker so pač one tiste, ki nam dajo hrano, ki nas preživljajo. In se mi zdi, da sva to zelo lepo pač predstavlja že samo embalažo, pa pač še z vsem, kar je zraven. Pa še možnost nam je dala ta embalaža, takrat je Iva rekla, izgled samega izdelka, zato ker sem videla začela in ta produkt postavila na police teh recimo zadrug ali pa butičnih trgovin, je bil problem to, ker stranke, mocarela, ampak marsikdo je pa ni poznal. In sva mogla veliko časa, veliko truda vložiti v promocijo, da smo spromovirali to mocarelo, da ljudje, marsikdo jo zdaj kupuje, ki jo prej sploh ni kupoval, da smo navadili stranke. Ker vse nismo v Ljubljani. Ali pa v Italiji. Imamo pa to srečo, da smo pač vse, to pa je plus tega, da smo na ravnini, pa da smo blizu večjih mest, da so pa že slišali za njo in so bili dovzetni za nekaj novega. Je bilo pa veliko truda. In mislim, da zelo veliko vredno je bilo to, da sva pač na same kozarce dala kavcijo. Od vsega začetka, zato ker se nama je zdel princip, kot ga imajo recimo v Nemčiji in Avstriji, kjer se steklo vrača, zelo ekološki in pa, absolutno, govorimo tudi o finančnem vidiku, se stranke vračajo. Zato ker 30 centov na kozarček ni malenkost, in več, kaj jih imaš, se ti nabere. Če so pa oni dobili možnost te kavcije unovčati pri vnovičnem nakupu, so pa začeli krožati. In imamo kozarce, ki jih zdajle dobimo, ali pa kdaj kakšen pokrovček dobimo nazaj, ki so ga kje doma najdeli, ki je še izpred let. In začetka. Da res lepo kroži. Se pravi, kozarce ponovno uporabimo, pokrovčke pa zamenjamo. Morda eno čisto tako vprašanje, ko govorimo o izdelkih, mascarpone, burrata, mocarela, s katerim pa je največ dela, Eva? Največ rok zahteva burrata, ker jo moramo delati dvoje. In to se je pol že treba malo uskladiti, pa Matevž prehitro dela, pa noben nima časa mu pride pomagati. Ampak v osnovi je pa lepo, ker se mocarela pa burrata dopolnjujeta, ker ko delamo mocarelo, v bistvu usporedno naredimo še burrato. Z samim mascarponem pa sploh ni toliko veliko dela, je v bistvu neka čisto preprosta zadeva, ampak je zelo lepo pasala v skupino teh naših izdelkov, ki so malo tako v italijansko smer, ampak mi napravljajo, da so absolutno z gorenjskim pridihom. Ker se niti ne trudva narediti kopijo, ampak sva tudi že sam recept za mocarelo recimo prilagodila tako, da je na naš mlek ratu dober. Zato, ker s temi
klasičnimi italijanskimi, nismo v bistvu prišla do rezultata, kot smo ga si želela. Kar pač pokaže, na mleko je različno, mleko je živa stvar in se je treba v bistvu skoraj vsakič, ko ga delamo, prilagajati. No, tako kot če delaš sir, nikoli ne bo isti. Ampak poskusijo jih lahko pa tudi Italijani, ne? Vaše izdelke. So jo že, pa je bila odobrena, tako da to je tudi dobro občutek. Super. Včasih si kakšen mimogrede ostal, kakšen turist. V domači trgovinci pa je poleg vaših domačih mlečnih izdelkov tudi nekaj izdelkov lokalnih ponudnikov. In kot pravite, lepo dopolnjujejo vašo obstoječo ponudbo. Ja, zelo fino. So pa to predvsem izdelki, ki pač jaz vidim, da bi jih rada imela, pa jih sprobam, pa so mi dobri in jih potem vključimo. In so bili tudi odzivi od teh kmetic, ki smo jih ali midva povabila, ali pa se poznamo, pa so vprašali, če bi bili pripravljeni izdelke vzeti. Zelo dobri, ker se mi zdi, da smo zaradi načina povratne embalaže dobili tudi stranke, ki cenijo tudi druge domače izdelke in se tudi druge stvari lepo prodajajo. Je pa tukaj bistvo predvsem to, ne da midva zaslužijo na teh tujih izdelkih, ker so vsi bolj tako po prijateljskem principu noter, ampak se gre bolj za to, da dopolnimo ponudbo za naše stranke, da je za njih nakup čim bolj zanimiv pri nas. In to se vidi tudi v sami ponudbi. Mi imamo recimo mlečne izdelke, kjer imaš maslo skuto, zato imamo zraven tudi še mlevske izdelke. Potem imamo mozzarelo, ki gre odlično v kakšno pašto, in imamo paradižnikovo mezgo. Imamo jogurt, zato imamo tudi domačo granulo. Tako sami taki izdelki, ki se lepo dopolnjujejo z našimi. Tako pa najbrž tudi na lažji način živite v medsebojnem sodelovanju in pa skupnosti. Absolutno, mi sva dva zelo firčna človeka in če naj kaj zanima, sva zmeraj rada vprašala druge. Hkrati pa tudi zelo z veseljem sprejmeva druge, ki jih zanima, ker sva menja, da če znanje kroži med nami, pa vsak nekaj ve, pa si ga podelimo, bomo vsi imeli veliko od tega, pa vsi hitreje napredovali, kot če bi sam med sabo tekmovali. No, veliko lepše vzdušje ustvarja. In tudi za glavne prijatelje, ki jih imava, so drugi si radi, ker oni najbolj razumejo, da pač nimaš veliko časa. Polka pa je cajt, se pa pač dobiš, pa je tako, da bi se lih včeraj videl. No. Tako da poletje tudi preživljava na planini Razor, pri Meti pa Matiju z kmetije pri Kumar. In gor sva se tudi naučila sir delati, gor sva se zaročila. Mojca je bila pri 2 mesecih prvič gor na počitnicah, tako. Za najo so to počitnice v planini, po mojem, tiste sanje, ki jih ne morava živeti, zato ker imamo pač ravninsko kmetijo. No. Ja, so se kar malo pustila okužiti s tem. Je pa se kaj gor preselila. Ja, dobro, da ni predaleč, no. Ja, da. To prvič, ko sva šla gor, sva šla peš od doma. In zdaj, če gledam nazaj, je bilo tako res neko romanje. Matevž se po 4 dneh ni premislil in me gor vsem zaročil, tako da očitno funkcioniramo. Ja, očitno tale zrak na malo višji nadmorski višina drugače deluje, dajo moški več poguma. Že se poznano, da najna glavna strast pač ob kmetiji so pa hribi. Jaz sem bila že od malih nog trapasta na hribe, pa smo še Matevža okužili. To je bilo pa kontra, ja. In kot klasičen, se posmejo, pa kmečki fant je itak gam so hribih. Pome pa čaka. No, ob vsem tem, kar sta že povedala, Matevž si tudi že omenil, ne, se pa zavedate, da morata biti, da sta prisotna tudi na družbenih omrežjih. Veste, da tudi na ta način nagovarjate bodoče stranke, kupce, pa tudi tiste, ki so že navajeni vaše ponudbe. To vama najbrž tudi vzame dobršen del časa. Kdo je pa tukaj glavni skrbnik? Tukaj je sigurno glavna Eva. Jaz nisem lihta najboljši za to. Mi tudi na začetku mi je bilo to sila odveč, da zdaj jaz tam se nekaj sliko pa to, ampak ja, čez cajt je pa to pokazalo. Pa ne samo to, da vsakič ciljaš na bodočega kupca, sploh ni cilje na bodočega kupca. Mi dva to delava kot zgodbo, ne kot, da pa, ko naredim objavo, jutri bom pa 10 izdelkov prodal. Jaz mislim, da ne. Ta prvi 2 leti je bilo, ko se je to začelo, sploh ni bilo velikih odzivov. In dejansko je bilo res, 2 leti sva se trudila,
Pa so bili tisti odzivi, ajde, če bilo res kaj zanimivega, nekaj bilo, drugače je bilo pa tudi nekaj čist povprečnega, pa celo podpovprečnega. Ker pa enkrat so se nekako kvalificirala, kot da sva tudi midva morbiti, pa sem tih dni, pa še nekaj bo, poj pa to ratal, da ja, Gunki je včasih tudi morbiti gledal, ampak je tudi pol pritisnil, ajde, meni je pa to všeče, ne. Poj pa, ki je 5krat videl, je pa rekel, no sej morbiti se pa splača ustaviti, pa pogledati, kaj pa delajo, pa probati. In ja, ne zato, ker sem jaz njemu reklamo naredil, ampak zato, ker sem jaz njemu zgodbo predstavil, se je on odločil, ali pa nekdo se je odločil, pa je rekel, da bom pa to kupil. In to mi dva hočeva, no. Ne nekomu potišati nekaj, ampak ja, odloči se pa vzem, pa bo zadovoljen, pa se še vrne. To. Ja, se mi zdi, da je več vreden to, da jim kažeš, kakšno je realno življenje, ali pa kakšno je dogajanje na kmetiji. Jaz mislim, da to nas vse pač najbolj zanima. Kaj se pri drugih dogaja, kakšno življenje imajo, kakšen je njihov dan. Te najbolj preproste stvari, kakor pa če bi midva reklame gor objavljala, ne, ta izdelek po tej ceni. Cena je na koncu sploh ni pomembna, če je nekdo vidi, kako je bil izdelek narejen, mu je to všeč, ne, in ga bo zaradi tega kupil. Zaradi tega, ker ve, kaj bo jedel. In tudi Matevž se je po mojem zato temu pol prepustil, ker je videl, da ne bodo to neke zrežirane objave, pa fotoshootingi pa to. Ampak to so stvari, ki jih jaz pač spotoma slikam s telefonom, pa se nekaj izmislim, kaj bi napisala. Matevž, zdaj se pa nasmeji. Ja. In včasih je treba tudi kakšna slikca objaviti, ker pač se Matevž ne smeji, pa je ljudem lih tako všeč. Da je videl, da bo pač to nekaj, kar bo tako čist spotoma, pa zelo, zelo spontano. No, tako da včasih sem malo kaj krigana, kaj objavim, mogoče malo preveč spontano, ampak tako vse v dobrem smislu. Ja. No, in ravno zaradi teh objav sva midva zasledila, da ste zelo ponosni na vašo kravo Brino, ki je presegla magično mejo. O čem to govorimo? Ja, govorimo o... to nisva neki sila izpostavljala, kaj je ta čudežna, magična meja. No. Pač, ja, ampak je naša najstarejša krava v hlivu, no, in je tudi v življenjski prereji namozla preko 100 000 litrov mleka, kar nakazuje ne samo na ekstra, ne vem kakšno kmetovanje, ne samo na to, da jo teramo, ja, da teramo, ampak da je zdrava. Da je še zdaj v hlivu, pa še zdaj ne daje mleko, pa je še zmer za svoja leta lepo ohranjena. Dolgo živost je res lep pokazatelj. Je pa še ena bo zdaj. Ja, če bo se probil, se bo še kakšna taka najdla. No. Ampak če govorimo o 100 000 litrov mleka, to pomeni, koliko let je tam molzna doba, recimo, ali pa povprečno, da je za lažjo predstavo? To je lahko različno. Če so res, lahko bi jih imela prej, ampak ta krava je recimo imela že 10 ličkov, tako da to je lepo počas je prišla do tega, lahko bi pa tudi veliko prej, sam pa bi pa pač mogel mečken boljo. Ona je recimo stara 12 let. Ja. Pa za tako hlivo, za tako rejo so to kar zelo visoke številke, no. Zelo visoka leta. Ja, seveda. No, in naj le sledijo tudi druge. Čim več. Tako. Če gremo na še eno področje vajnega življenja, vidim, da sta tudi oba člana Društva podeželske mladine Škofja Loka. Zdaj imate seveda veliko dela na kmetiji, pa 2 otroka. Kako bomo rekli, ste lahko sploh še ob vsem tem aktivna tudi v društvu, imate kakšno funkcijo oziroma na kakšen način delujete? Kar se tiče te podeželske mladine, so naj jo posvojili. So zdaj naj jo posvojili, zaradi tega IMK-ja, pa to, ker so naj jo oni spravili zraven ali pa v ta izbor inovativnega mladega kmeta. Kar se pa tiče, pa prej sva bila včlana noter, ampak nisva bila pa nič zelo aktivna. Jaz sem imel skozi problem, ker sem imel skozi, preveč dela, preveč sem si vsega zastavil in pač pa nisem bil recimo v toliko teh krogih in se nisem nikoli spustil, da bi res bil bolj vključen v to, kar mi zdaj seveda žal. Ampak za naprej, recimo za brata ali pa za svoje otroke, bova pa sigurno mečkem bolj jim pokazala to, vključite se noter
bote bolj v tej smeri, zato ker le spoznaš ljudi z istimi problemi, z istimi željami, z nameni in je to sigurno dobrodošlo. Sploh za naslednje napredke na kmetijah, no, in za enega in drugega. Ja, jaz pa tudi prej nisem imela neke stične točke s tem, ampak sem pa že zelo kmalu tudi Matevžu rekla, da je škoda, da to so stvari, za katere si pač moraš takrat čas vzeti. Sicer za nazaj lažje govoriti in siguran bova tle Mojca Božji pri podeželski mladini, pri ta najmlajših bo aktivna majčko, ima že zdaj. Pripravljena. Čist. Pa tudi neverjetno je bilo, koliko so se, kljub temu, da sva bolj ne sam podporna člana, v sklopu IMK-ja potrudili z nama sodelovali, smo skupaj pripravili kakšne stvari in mislim, da so se vsi zelo dobro ujeli, ker sva se prej tako bolj specifično z določenimi ljudmi spoznala, zdaj so naju pa še ostali malo. In so, mi da sva videla, kakšne face so tako ali tako, pa tudi oni so po mojem lik za to naju predlagali za IMK, ker so videli, da nisva čisto leva. Ali pa Mojca že kaže veliko zanimanja za živali, je rada v hlevu, se rada vozi s traktorjem. Ja, to imam po mojem jaz kar srečeno, da ja, na živali je kar malo mahnjena. Pa se ne bi rekel, da bi kdaj jaz to kaj prav izpostavljal, pa kaj kazal, pa to, ampak ja, tudi kuža, ki imamo, pa na slikah, knjige, lahko cel dan odpira, zapira, pa po moje je znal pisati že večina živali, ki jih je noter po knjicah, enkrat, dvakrat ti rečeš, ja, pa še ta ija, to je pa sploh bilo. Pa mami malo cepla. No, ki je pa to bilo, ki se je enkrat pelala s konjičkam, pa ija in to ja, nekaj malo krv, no, tega je namo vzeli. A ta Pavle je opile s traktorjem. Ja. Prvič se je pelala s traktorjem pri 6 tednih. Ker zgodje, no, smo pokazali, kaj. Mislim, da smo jih takrat ucepali. A je zaspala takrat? Ja. Ker pri Mojci imamo otroka, ki neč zamuditi in zelo malo spi od vsega začetka. In na začetku je res, prav, ko si že prišel mimo traktorja, je zaspala, drugače je bila pa budna. Ja. Se pravi, če ima na izbiro, da gre v hlev, da gre na traktor, da gre v sirarno, kam jo najraje, recimo? Hlev. Sigurno hlev, med živali. To pa ni dvoma. Prva beseda je bila... Ja, no, ona bi se v sirarni čisto igrala. Zdaj čez spleten, sam je problem, ker hitro kakšni kozarci letijo, okoli pa tako. Ker ona hoče pomagati, ona hoče predstavljati kozarčke. Ne, prva beseda je bila pa api in to je naš kuža. Tako da je res na živalima. Ja, super. No, ravno zaradi tega zdaj se toliko pogovarjamo o družini, ker vemo, da je tudi Velika noč je največji krščanski praznik in vemo, da praznike radi preživimo v krogu tistih, ki jih imamo najraje. Kaj pa vam kot mladi družini pomenijo prazniki in kako gledate na to velikonočno tradicijo, peke potice, barvanja jajc, odnesete jedi k žegnu in podobno? Ja, kar se tiče tega, ja, je tisto črto skozi moja mami držala, tista potica, da je žal letos se bomo mogli kje drugje priporočiti, da jo bo en spekel že zaradi časovnega problema, pa zaradi same igre. Ja, zato ker ona zdravstveno ne bo utegnila. Jaz se jo ne upam lotati, pečete. Pirih je velika, je tudi Iva obarvala skupaj z mojim mlajšim bratom. Tako, lani smo že Mojca uvedeli. Se mi zdi, da je to najlažji del, kjer otroka uvedeš v te običaje. Ja, in pol tisti žegan, ja, je velikrat to tudi, ja, moj mlajši brat pa moj brat so to velikrat naredila, da so to nesli. Mojemu mlajšemu bratu te stvari res veliko pomenijo, pa tudi se rad vključujejo v njih. Je pa tudi, da si probamo ponovati razdeliti predpriprave na praznike, vsak ima tako neko vlogo, pa ključen dogodek za nas, recimo praznikov vsem predstavlja v nedeljo in ponedeljek, ko se zberemo, kjer pridejo tudi vsi njegovi bratje, se gor nagužvamo v kuhanco
in se družimo in to je res tradicija, če pa nismo tle, ponavadi pa skočimo še k moji stari mami, ki še vsem vabi vsa leta. Tako da za naju, po mojem, najpomembnejši del je to, no? Ker tekom leta nimamo spet toliko veliko časa, da si ga takrat res vzamemo in takrat tudi ne delamo. Ja, smo se tudi z brati naredili tako tradicijo, da takrat se skupaj dobimo, zajtrk skupaj pojemo, pa smo tisti dan skupaj, ker reči, ne vem, kdaj si vzamemo čas za to. Razne spet druge stvari se pa malo razdelimo, tako da gre njegov najstarejši in najmlajši brat, gresta po ogenj in potem... To je bila pa ena taka tradicija zmerjeno, da smo šli po ogenj, pa gobe čez let nabirali, pa pol, sploh zdaj, ki je mlajši brat, lanski so šla midva skupaj, pa da gre lahko zraven, pa se gre s traktorjem, pa da lahko pele, je pa pol to ena taka posebna stvar za enega, ki že zdaj čaka, da bo lahko šel pelu traktorju na polju, pa da se gre po njivah, pa razno zgune gobe. Ja, lepo je videti, da gojite to tradicijo tudi naprej, no? In da prehaja z generacijo v generacijo. Velika noč pa je tudi praznik upanja. Kmetje v tem obdobju večkrat opozarjate na različne preizkušnje in izzive. V čem vseeno vidite upanje za kmetijstvo, za prihodnost in mogoče za prihodnost vajinih otrok? Ja, to je pravzaprav lahko strnemo skupaj vsa ta zgodba, ki jo midva počneva, no, za naslednjo generacijo, da bo še en upanje, no, da moj staroče je predstavil, recimo, če tako vzamemo kmetijo iz vasi, na rob vasi, pa je naredil hlev, pa je povečal ostale živine, tako da je bilo recimo dobre 10 let nazaj tam do ene 50-60 glav. Pol je moj oče naredil nov hlev, je šlo čez 100. Jaz sem rekel, da sem jaz tisti na vrst, ko bo mogel iti čez 200. Sva pač midva rekla, da ne, da to je pač, ne bo nikoli konc zgodbe, nekaj treba reči takole bi, do ene take mere gremo, od tega mora družinska kmetija preživeti. Midva sva rekla, hočeva imeti družinsko kmetijo, jo spet malo bolj razvijati, da bo tudi recimo imela možnost za več članov družine, ne samo pač za enega, pa ta zgodba, in bo ta zgodba, no, ki jo to ustvarjala, bo za ves ta naprej, no, upava, da bo dost, da bo preživel ta, kar bo je zahtevalo. To siguren to, ne, pa dejstvo, da pač bomo mogli vsi peljati kmetije v neki trajnostni smeri, ampak na nek realen način. Tako, ker ne moramo iz danes na jutro vsi imeti električnih avtov ali pa karkoli, tako tudi kmetije ne morejo iz danes na jutro prešaltati. Se pa midva pač trudva, da v sklopu te družinske kmetije vse, kar delamo, izboljšujemo in smo izboljšujemo oziroma se prilagajamo. Ja, se prilagajamo, ampak zato, ker se učimo pa prilagajamo. Upanje za kmetijstvo sigurno ne bo, če ne bomo delali trajnostno. In jaz bi sam si želela, da bi recimo tudi nekdo, ki nima stika s kmetijstvom, razumel, da bomo pa kmetje se trudili za okolje, ki nam daje delo, ki nas preživlja, samo da pač mora biti to na podlagi nekih realnih pričakovanj. Tako kot nekdo, ki hodi v šolo, pa mu pač matematika ne gre, ne bo imel petk. Ampak če bo pa trojke imel, pa pač to znal, pa to razumel, kar dela, bo pa več odnesel. In zato je tudi najna načelo v bistvu prodaja butičnih izdelkov na lokalnem trgu s kratkimi dostavnimi potmi, verigami, da se čim bolj zmanjša okoljski vtis in pa delati na dobrobiti živali. Zato, ker sva mnenja, da vse ne bomo mogli vsi živeti od soje, pa lahko 3 dni govorimo o tem, kaj to vse za sabo potegne, ampak če vsak na svojem področju oskrbuje lokalno populacijo, pridemo dejansko do nečesar, kar je že včasih funkcioniralo. In če se bomo vsi prilagajali, jaz mislim, da upanje sigurno je. Je pa problem, da to marsikdo v svoji situaciji mogoče ne vidi in zato bo sigurno vsako leto manj kmetij, manj ljudi pripravljenih se pač temu prilagajati. Ampak kar se tiče mladih generacij, imam jaz kar dober občutek. Zato, ker so odprti, pa pripravljeni sklepati kompromise, pa ker se postavijo tudi za svoj prav. Bo se pa sigurno kaj spremenili.
Vse za vsak dan. Ja. Povsod. Ne bo enako, kot je bilo. Ja. Eva in Matevž, s tem modrim in optimističnim razmišljanjem počasi zaključujemo naš pogovor, ampak čisto za konec sva pa midva s Kajo za vaju pripravila še 5 hitrih vprašanj, ki jih prosim dokončajta. Prvo je lahko za oba. Življenje na kmetiji je zanimivo, saj? To bo Matevž povedal. Saj mleko nikoli ni niha teči. Ja, vsaj 2 na dan. Naša mocarela je najboljša, ker Definitivno zato, ker je zlata. Eva, biti mama mi pomeni? Rekla bi vse, ampak predvsem brezpogojno ljubezen. No. Mislim, da to takrat prvič res dno duše doživiš. Matevž, biti oče mi pomeni? Izziv, ponos, v dobrem, no. Tudi izziv, ja, v dobrem. Naša kmetija bo čez 5 let? Še bolj domača. Ja. Trajnostna, Ja. predvsem pa, če bo se posreč polno otrok. Super. Pustimo se presenetiti. Ja, točno tako. In morda se takrat spet oglasimo. Eva in Matevž, res Dobrodošli. najlepša hvala, ker sta bila najina gosta velikonočnega podcasta. Vsej družini želiva blagoslovljene praznične trenutke in naj vas upanje in optimizem, ki veje iz vajinih obrazov, spremlja še naprej. Hvala Hvala. lepa. Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci podcasta Mladost na kmetiji. Z vami bomo spet čez 14 dni.